Na to ugodnili, kdo je danes z nami. Okay. Niste se samo frizure ujela. Ja. Lepo prosim. Ne, zdaj so v rano. Koncertni fotograf? V resnici ne rabiš veliko, rabiš en fiksen objektiv, pa rabiš se malo zgužvati. Kako pa zdaj z lučkam, z lučkari? To se tako redko dogaja, da so kakšna nenapisana pravila. Če ti lahko zvečer normalno zaspiš, ko si nekoga drugega nategnil, pa je praktično nič naredil za to, no, ok, super zate, jaz vem, da ne bi mogel. Praktično v vsakem koncertu ali kako? Tako, ampak si dar ti ne rečeš ne, tako da 2 meseca nisem spal in se pripravil na promocijsko fotkanje. Ja, to či zares, kar si zdaj rekel. Ja, jaz še danes pošiljam maile, več kot ne ti ne morajo reči. Se od koncertne fotografije pol daš ved? To je eno izmed najbolj pogostih vprašanj v zadnje pol leta, tako da sem prišel pripravljen. Mislim, je ena fotka, ki sem jo v Tolminu nametal, da si jih zamudil. To pa sploh za svet freelancerjev se mi zdi, pač dajte se to navaditi. Jaz se počutim nepripravljenega. Mi dva tudi. Welcome to the club. Ampak ni to fora, veš, največji hec pri teh podcastih je ta prvih 15 minut, ko si vsi še malo trdi, pa malo kje smo, pa kaj enkrat dobimo ta pravo temo, pa ne. Pa pozabiš, da se snema, pa pozabiš. Tako. Pa tudi pazi, da ne boš kaj obleknil, če bomo ocenjevali kakšne punce ali pa kaj. To ne bomo. Pol ti bom težil, da režeš ven, ne? To. Ne, predvsem moramo iti čez ta uvod, ne. Uvod moramo narediti, moramo te predstaviti, moramo z tem tistim 6, ki te mogoče še ne poznajo. Ali pa predvsem to, ker ponovadi ljudje vejo za fotko, vejo, to je pa ta, a ne? Ampak ne vejo pa, kako izgledaš, tako da danes te bojo in videli in slišali. Odlično. Yes. Je par situacij bilo, ko ne znaš povezati obraza s fotko, tako da lahko s tem začnemo. Si kdaj spoznal tudi sam kakšnega takega heroja, ali pa, ne vem, ko prvič vidiš fotografa, pa si ga že prej poznal po fotkah, pa si pa se videl v živo, imaš? Ogromno situacij, ko veš fotke, veš ime, priimek, Instagram, ampak ker se fotografi radi skrivamo za fotoaparatom, je kdaj tako, to si pa ti, spremljam te že 10 let, pa nisem vedel, da si to ti. A imamo kakšne piknike mi fotografske ali pa kaj tazga? So kakšna druženja? Tako ali pa so bolj prijateljska tisti, ki ste bolj povezani med sabo? Mislim, mi se dobivamo na koncertih. Ko imamo vsi cajt, gremo vsi na isti koncert, ampak to se tako redko zgodi, da je bolj izjema kot pravilo. Okay. Jaz sem za nalaž pustil, zdaj to je bil cel ta uvod, tako da zdaj pa ti še povej poimensko, kdo je z nami. Zdaj še legendo. To piše vedno v naslovu, to je meni ful hecno. Na to ugodnili, kdo je danes z nami. Ja, se piše. Marko je lega. Marko Alpne. Ja, živijo. Koncertni fotograf. Tako. Mnogo več kot to. Ja. Športnik. Športnik, neuradni food kritik, whisky lover. Tudi projektni vodja. Zanimivo si rekel food kritik, ne? Mislim, da boš food lover, ampak si food kritik. Sem bolj food lover kot food kritik, ampak večina ljudi me ima za food kritika, ker jasno izražam svoje mnenje, ko mi je kaj zelo všeč ali ko mi kaj ni všeč. Okay. No, ampak to nisem pri hrani, smo opazili. Si pozoren, torej. Zato sploh ne vem, kje začeti. Na začetku. Bam, ok. Niste se samo frizure ujela. Ja. Lepo prosim, ne zdaj so v rano. Saj nekdo je prišel rejen na to snemanje. Hora urejen. Ja. On je direkt z Brazilije, ampak več o tem v drugi epizodi. Tako. Ne, zanima me res mogoče začetek, da ne bomo Aljaževo začeli na koncu, ampak Aljaž še en članek, ki ga danes pogrešamo. Okay. Je na odpravi, držimo pesti, da bo vse super, je v Južni Ameriki na skoraj 7000 metrih snema. 2 norca, ki se bosta spustila dol s kolesi. Če vse po planu, je danes že blizu doline. Upam, ja. Nič ne veva, ker se nič ne javlja, nimajo signalov, pa to, tako da jaz jemljem to za dober znak, ampak ja, Aljaž, pogrešamo te, priti nazaj v enem kosu. Res je. Happy Bips. Yes. In verjamem, da bo to tvoj prvi podcast, ki ga boš poslušal v celoti, ker pač ti ni zraven. Ampak ja, Marko, daj nam malo povej tvoje začetke s fotografijo, zakaj, kako. Začetki, uporabnik Twitterja sem bil, ki je pred kratkim fasal poškodbo plantarni fasciitis in nisem mogel več teči. Okay. Kot
tekač, ki se je celo otroštvo ukvarjal s tekom, sem vedno pogrešal neke fotografije sebe in sem rekel, bom držal stik z družbo tekaško in še vedno hodil na te tekme, po katerih sem takrat hodil, ampak bom hodil s fotoaparatom in kolegom navijal za kolege in jim še kakšno fotko pritisnil. Tako da sem takrat se odločil, kupil fotoaparat in začel hoditi na te športne prireditve. Pol pa na Twitterju je gospod Kek takrat delal promocijo za Rokotočec. In so bile v igri neke zastonj karte za predstavitev v Kino Šiški. Jaz sem to prek Twitterja zadev in se odločil, da bom s sabo vzel fotoaparat. Okay. Nisem vedel osnovnih nastavitev, nisem vedel, kaj je ISO, ampak sem vzel fotoaparat, se ušunjal v prvo vrsto in malo poslušal ostale fotografe, kaj so se pogovarjali. Takrat se pa, se pravi, nastopali so Adam, Paso Gigante pa The Subways. In fotografi so vedeli, da bo pevcu od Subwaysov full skočil v enem delu in jaz sem se 3 bende pripravljal samo na ti skok. Okay. In nekako mi je ujel tisto fotko narediti in tudi Franci je bil navdušen na to fotko in fotka je malo zaokrožila okrog. Pa se je pa zgodilo, da mi je Špela Macuh iz portala rocker.si pisala, če bi fotkal za njih koncerte in tako sem nekako padal v te vode. Top. In pol itak, kaj češ božga? Rad imaš muziko, rad fotkaš in se združi in to je to. Tako, pol. Ne, od 10 koncertov na leto je šlo pol proti 100 koncertov na leto. Bendi so me malo opazili, pa sem počas začel delati z bendi. Eden prvih, ki je to opazil, je bil Zoran Čalič, tako da so moje prvo sodelovanje bilo z njim, pol sem nekaj z Bigfooti delal že dosti na začetku, pol je bila zgodba s Hamotom, zdaj sem pri Sidarti, vmes je bilo pa še ogromno lepih zgodb, ki še vedno trajajo. The best. No, bomo tudi do tja šli, ampak tle se mi zdaj ful zanimiv zdaj, ker si rekel, pač prišel sem na Rokotočec, nisi vedel, kaj je veliko nastaviti. Kino Šiška. Nisem nikoli bil na ta pravem Rokotočcu. Jaz sem mislil, da si šel v blato, ampak še bolj. Šel ne. Točno. Kino Šiška pred promocijo za Rokotočec. Tako. Okay. V glavnem, ampak to, nisi vedel nastavitve, kako, kaj je ono, ampak fotka ti je ratala, uživo si, pač you learned on the go, ne? Ja, absolutno, ja. Ampak to je verjetno pa zelo hiter postal ti, kako? Mislim, ni bilo hiter, še vedno je trajalo nekih 5 let trial and error. Tle se moram ful zahvaliti samo to Vidicu, ki je bil moja osnovna in srednja šola fotografije. Okay. Ko sem začel, je samo organiziral neke delavnice in takrat sem spraskal vse svoje prihranke in šel k Samotu na 3-dnevno delavnico. Sem se v 3 dneh naučil ogromno in s pomočjo tudi Samota in njegove pozitive nekje vzljubil ta hobi, da je ratal nekaj več kot ono. Ampak očitno si imel že v začetku, ne glede na to, da pač si rekel, nisem vedel, kaj je ISO pa tako naprej. Ne? Pa si šel, pa si naredil fotko, ki je v bistvu zaokrožila po Sloveniji, ne? Ali pa še širše. Očitno si imel en občutek, kaj misliš danes, ko že delaš kar nekaj let to, no? Pa si zelo dober v tem, kaj bi rekel fotografom, pač koliko je pomembna ta tehnika, pa koliko je pomembno to, da v bistvu imaš feeling, pa da uživaš v tem, kaj delaš, pa da na ta način narediš nekaj dobrega. Mislim, jaz ponavadi vedno, ko so neke debate o fotoaparatih, pa opremi, pa rabaš to, pa rabaš on, jaz vedno zagovarjam, v resnici ne rabaš veliko, rabaš en fiksen objektiv, pa rabaš se malo zgužvati, pa rabaš en band najdeti, ki ti je všeč, v katerem uživaš in boš naredil ful dobre fotke, pa naj bo to ali ortobar, ali pa stožice, ali pa karkoli vmes. Pač nima toliko veze. Važno, da se imaš ti fajn, da začutiš tisto energijo in probaš ujeti to energijo. Pa da delaš, ne? Torej to bolj kot tehnika. A pol aperture priority, pa to, ne? Manual. Na kaj fotkaš? Mislim, večinoma na manual, je pa ISO na avtomatiki. Sorry. Tle imamo vedno, oni dva sta predstavlja nam, da je aperture priority the shit. Ja, še vedno. Ločenih. Še vedno, ja. Ajde, no. Še vedno. Sam je pa res, da mogoče pri koncertni pa res je boškar pa težko, ne? Pri koncertih je aperture večino časa, razen za večje stvari, je odprt do konca. Pa ISO je na avto?
ISO imam jaz načeloma zamejen tam do 12.000 na avtomatiki. Pa je veliko fot na 12 naredi. Ja, Plus Preveč. danes pol denoise pa to že kar se da. Čeprav tudi z grainom. mislim, mene grain ne moti. Nikoli pač. Okay, če je bil res temna lokacija, sem tudi to omejitev dvignil tudi do 20 jurjev in pač sem vedel, bojo črno-bele fotke z več graina, ampak fotke bojo. In načeloma mene ta grain ni nikoli motil in tudi, kot si rekel, trenutno ta denoise v Lightroomu je amazing. Mislim, se že sami senzori so amazing, ne? Jaz moram potrkati, da imam še vedno 7 let stare fotoaparate in še vedno ne razmišljam o tem, da bi upgradil, ker mi je Sony A7 III popolnoma dovolj za moje potrebe. No. Noro. Pač stari, noro. Hudo. Pač hudo. Ja. Imaš pa ti novih fotičev. Ja, premalo, jaz bi jih še imel. Jaz bi še malo upgradil, ampak ne vem. Tam se mi zdi, da prvi video sem mečkan drugače, I guess. Ne vem. Če bi delal video, ne bi bil več zadovoljen s tem, kar imam. A ne? A veš, o tem ti govorim. Za video sem malo drugače. Za fotkat bi rekel, da ok, spet so verjetno kakšne določene prednosti pri novejših, pa nam hitrejši brst, pa te fore, a ne? Ampak ja, tisto, kar rabaš, je največ. Če bi delal šport, bi upgradil. Če bi delal fashion ali pa če bi delal studio, bi upgradil. Pač za koncerte pa mislim, da sem najdel tisto, kar meni ful ustreza. Verjetno bo čez par let treba upgradati, ampak zaenkrat tam ok. A ostanemo še malo pri koncertih? Dajmo. Imamo The Moister, imamo tle. Ampak ja, a greva lahko zdaj mogoče mečkam bolj v kakšne detajle, kako se recimo pripravaš ti na nek koncert. Za nekoga, ki bi recimo s tem začel, so kakšna nenapisana pravila, so kakšna napisana pravila. To mogoče malo za tiste, ki bi prvič hodili po kakšnih koncertih. Ne, ravno pišem en blog na temo nepisanih pravil, ki bi lahko bila malo napisana. Okay. To je sicer spet moje mnenje z leti in izkušenj, ampak najbolj nepisano pravilo je, da na koncert ne prideš v beli majici. In pač se prevečkrat zgodi, da nekdo od fotografov v prvi vrsti ali pa celo na odru želi biti v beli majici, ker je absolutno presvetlo za vse ostale in preveč dela v Photoshopu pol. Razen, če si na koncertu Wernerja, pol se zblendaš noter z belo majico, ampak ja, drugače pa ok, čim bolj neupadljiv. Tako pač, čim manj črne hlače, če se le da črna majica. Ajde, polet nam je vsem vroče, tako da pač bo malo več kože. Kapa. Kapa mora skoraj vedno biti. Zdaj, tudi jaz kdaj prekršam to pravilo, se zgodi, da prideš v sivem polovarju, ali pa si se zmotil, ali pa polil, ali pa te zebe, pa je edini stvar, ki imaš za obleč druge barve. Takrat pač ne boš skakal po odru, ampak bolj ob. Ja. Ok, cool. Drugo pravilo koncertne fotografije je vedno imeti čepke s sabo. Čepke, ok. Pač zaščita za ušesa, ogromno nekih teh novih fotografov vidim. Jaz imam vedno s sabo 2-3 rezervne, tudi tune za enkratno porabo. Izvoli porabli, ker tam spredi, ko stojiš zraven zvočnika, ni dobro biti brezno. Všeč mi je, prva dva na sveta nimata veze s fotografijo. Ja, dejansko. Všeč mi je. Ja, te so ponovadi najbolj spregledani, zato pa tokrat te pol izpostavljam. Vzam fotoaparat s sabo, to je pač basic, nek to verjetno ne bomo pozabili. To fotoaparat, kartice prever, če imaš, pa baterije. Ne? Kaj pa še teh zanimivih, ko sem te prekinul? Verjetno je še kako stal. Ne vem, mislim, da te dva sta najbolj splošna, pa najbolj glavna dva. Zdaj jaz več pa na blogu. Tako, ja. Se bom potrudil še malo expandati to. Ja ne, ker itak, tako bom rekel, zdaj, ja, tudi jaz sem zdaj mislil, da bomo šli bolj tako v detajle, pa kao, ful pazi, da je taka kompozicija, ampak da je luč vedno tam, ampak to je zelo težko zdaj tle razlagati pa govoriti. To je čisti feeling, to je čisti, ne vem, težko je to, kar reš, zdaj moraš pa tako biti. Edin, kar lahko narediš, je mogoče kakšen research benda, da malo veš, kdaj kdo skoči, kdaj je solo, kdaj so... Kako pa je zdaj z lučkam, z lučkarji? Mislim, prej si dal primer, greš fotkat nek nov band, ki ga ne poznaš. Zdaj, odnosov z bendom ponovadi nimaš, ne veš, kdo je lučkar,
mogoče veš, kjera lokacija je. Ok, greš lokacijo pogledati, če imaš možnost prideš prej, vprašaš, po katerih štengah lahko greš, kam lahko splezaš, do kam imaš dostop, kam ne smeš iti. Se probaš ali z varnostniki ali z ekipo dogovoriti, da te bojo spustili na oder, a te ne bojo, ali lahko prideš kaj bližje ali ne. Take stvari, če imaš možnost preveriti, je vedno zelo dobro došlo. Pa če ne drugega rečeš, živijo tako, da vejo zate, da ni pol neko presenečenje, ker boš ti skočil na oder, ker te ni noben pričakoval, da boš tam. Kaj ne bi pravi? Jaz tudi vedno, ko grem na poroko, rečem župniku zdravo, pred grem v cerkev. Se mi zdi tudi prav, da ne grem ker gor, pa sem zdravo. Ja, osnovni bonton, dober dan, hvala, nasvidenje, je že precej vredno. Se spomnim na Krvavcu, letos lani v bistvu. A pogi? Ja. Ti si bil gor z mikrofonom, Aljaš je snemu, ti si fotku, ki sem gledal Aljaža, ki je hotel iti na oder, pa ni šlo. Pa je hotel iti na oder, pa ni šlo, pa bi tek, ok, pač ne sodim gor danes, ne moram kar uleteti, pa itak tudi ni imel možnosti prej prijeti, pa reči zdravo, ker je snemo cel eventa, no. Ampak tako sem videl v očeh, ko bi taki, oj, kaj bi dal, da bi lahko je naredil. Pa mislim, da je pol celo nekdo tebi dal kamero, da si nekaj posnel, da so se nekaj zmenili. Ja, dejansko mi je pomahal, jaz sem pa pač svoje fotke sem imel narejene, hotel sem doliti in mi je pomahal in sem prijel kamero, naredil 3 kadre, nisem videaš, ampak upam, da je bilo kaj porabenega. Ja, bi je bilo, se je videlo tudi v... Ja, valjda, ker Aljaš ni vedel za Siddharta, kdaj je, pa kako je. Pač ni to easy, če imaš ti celodnevni event, pa je to sam en delček, v bistvu, procent od tega, ne? Takrat je bilo verjetno malo čuden, ne? Mislim, da bi to en prvih redkih nastopov Siddharte, ki bo še dan. To se tako redko dogaja, da naredil sem milijon preveč fotk, samo zato, ker takih momentov je res redko dobiš. Pa res okolje, Krvavec, narava, tako res je bilo takrat. Pa tista megla, v tisti megli nismo vedeli, dana in noro. Pa še polke se je pa ta megla, mislim, tako, ja, hudo. Tisti dan je bil dober za biti lučkar od Siddharte. Res je, bi bilo zanimivo še njega vprašati, kako je doživljal to. To je bilo one time. Ok, škaj pa mene tudi vedno zanima, malo bomo skakali, ampak why not, nimamo pravil, ne? Si official fotograf Siddharte, praktično na vsakem koncertu ali kako? Tako, zadnjih, se pravi 2018, sem se pridružil, takrat je bil album Nomadi, ravno v porodu. In od takrat dalje, mislim, da skoraj na vseh koncertih, mogoče sem jih 5 falil. Takrat pač zrihtam enega izmed kolegov, ki me nadomešča. Ja, nadej, kaj si hotel zdaj z tega? Mogoče čisto kotice. Ja, se zato. Kako se začnejo taka sodelovanja? Mail sem odprl zjutraj in me je pričakal mail od managementa, živo Marko, bi delal promocijske fotke benda za novo plato in jaz sem bil tako, jaz ne delam promocijskih fotk, jaz fotkam koncerte in ful bi fotkal vaš koncert, ampak ne pa promocijskih fotk. Ampak Siddharti ne rečeš ne, tako da 2 meseca nisem spal in se pripravil na promocijsko fotkanje. To pa me zdaj zanima. Kako je to izgledalo? Ok, ker to tudi očitno si začutil mal, če je to bilo to prvo, si začel Siddharto, Start Big. Kako je bilo to? Mislim, najprej sem se z 3 kolegi fotografi usedel, pa povedal, kaj se je zgodilo in ok, dajmo nekaj nagruntati, kaj bomo ušpičali oziroma kakšno idejo, ki še ni bila izvedena oziroma ki jo bend še ni doživel, tako da smo rekli, ok, hočemo malo Ljubljano izpostaviti, tako da gremo na neko streho s neke stolpnice, pa bomo tam fotke naredili. To bi bil dober podcast takrat, sam povem. Ja. 3 fotografi se pogovarjajo o tem, kako bi naredili fotke za Siddharta. Top. Ja. Ali pa vsak petkov pivo, če ko imamo cajt. Okay. Ampak ja, dodelali smo idejo, jaz sem malo pozicije benda naštudiral, pa sem se šel pa pogovarjati s stolpnicami v Ljubljani, ki nas bojo spustili na streho. In ja, smo imeli 2 opcije, ena je bila na Petrolovi strehi, ena je bila na strehi Slovenija lesa, oziroma strehi Triglava. Tako da smo imeli celodnevno praktično fotkanje na obeh strehah. Hudo. Takrat nisem vedel, da ima Tomi manjši strah pred višino. Tako da sem imel kar malo slabo vest, da sem jih dal v to situacijo, ampak pač fantje so profesionalci in kljub temu, da sem se jaz precej lovil,
smo spravili skupaj in so bili zelo zadovoljni in so me pa povabili, da bi bil zraven na turneji. Hudo. Aha, ampak cela kreativa je to zasnova bila čist na tebi. Ni bilo nič tako, ali si tudi kaj usklajeval, so oni imeli kakšne ideje ali so ti čist pustili proste roke? Takrat sem imel čist proste roke. Sem povedal idejo, so se strinjali in smo si vzeli čas in naredili fotke. To je res, veš, kakšno zaupanje. To je tako, wow, ok, hudo. Tista naslednji photoshoot, 2 leti kasneje, sem si pa res dal duška in sem jih obesil v zrak. Tam so mi pa še več zaupali. Tiste bilo pa še toliko bolj zanimivo. No. Ok. Ja, pol si mogel to mi spet malo. Nisem jih obesil tako visoko, ampak še vedno so pa viseli v zraku. No. Tam sem pa hitro ugotovil, da nosilnost odrskih konstrukcij ni tako velika, kot si človek misli, in namesto da bi vse naenkrat obesil, sem mogel vsakega posebej. Tako da tisti je bil kar zanimiv izziv. No. Ok. Dobra ideja, ja? Ja. Petkova piva so produktivna pri vas. Tako, se trudimo, kdaj so, kdaj niso. Ampak kaj bi rekel, zakaj ravno takrat mail prišel na tvoj naslov? Ni bila pomota. Kaj bi rekel, kaj si takrat delal, tako probi se spomniti, to so res, si še vedno za rocker koncertne fotografije, ampak kaj bi rekel, zakaj bi rekel, zdaj pa hočemo Markota, da nam naredi, čeprav tega ne dela, da nam ti to naredi. Takrat je imel Marko malo manj kot 30 let, spal je tiste 4 ure na noč in delal več kot 100 koncertov na leto in težko se je bilo ne spotakniti ob mene v tistem momentu. No. Alright. Kaj pa drugi, ko si delal z njim? A je pa vseh bilo tako dejansko, ali si jih daj v življenju tudi ti pošiljal maile? Jaz še danes pošiljam maile, vsakič, ko mi kaj zadiši, hej, a bi kaj ušpičal skupaj. Tako da se dogaja, oziroma se tudi dogaja, da pač kupam karto in grem s fotoaparatom na koncert, ker pač si želim nek band pofotkati. Recimo zdaj v torek je bil Cankarjev torek, nek jazz, ful mi je bilo fajn, kupil karto, šel fotkati. Što je fajn sporočilo za vse fotografe, ki hoče delati pa... Mislim, ne rabiš akreditacije oziroma nekomu pisati tam težiti. Pač večina lokacij v Sloveniji ti ne bo zakomplicirala, če hočeš prijeti s fotoaparatom, pač kupaš karto, rečeš živijo. Pač ja, nimaš lih posod dostopa, ampak za fotko boš pa naredil. Tako. Ja. Okay. Mislim, ko pa par fotk pokažeš na ta način, pa tudi akreditacijo mogoče mičken lažje dobiš, kot če pač sam napišeš, jaz bi prišel fotkat. Ja, absolutno. Če že imaš, ne vem, 10 koncertov za sabo, nekaj fotk za pokazati, ki si jih objavil ali na svoji spletni strani ali na Instagramu, pač poveš, jaz sem ta, to pa to sem naredil, a se da kaj zmeniti. Zdaj pa greš do organizatorja, greš do benda. Greš daj na koncert brez fotoaparata? Na zadnje sem bil 2 leti nazaj na festivalni dvorani na Murphyjih, trpel sem zelo. Na Murphyjih verjamem, ja. Sploh, ker so zelo atraktivni. Ne kadim, ne vem, kaj ne z rokam počnem, samo eno pivo v roki držati, ne vem. Pa si klikal po pivo, gor? Ne znam več, priznam, da na koncert brez fotoaparata verjetno bom s telefonom fotkal. Še eno tako zelo pomembno vprašanje za vsakega freelancerja, se od koncertne fotografije pol daš ved? Odkimava. Ker ravno to je bilo vprašanje, prejšnji dan sem se pogovarjal s kolegom, živo Alan, sem mu povedal, da priješ v gostep, tako, hudo, ško pa mene res zanima, ne? To me res ne moram štekati. Ti imaš še vedno redno službo, nič povezano s fotografijo, ne? Bore malo, ja. Bore malo, ne? Ampak še vedno fotografiraš tako. Zakaj ni fotografija tvoj full-time job? To je vprašanje. Tako velik trg, kot je naš, ne omogoča, da bi bendi plačali fotografa toliko, da bi lahko iz meseca v mesec preživel, ker ni toliko pogosto koncertov, Slovenija je toliko majhna, koncerti so večinoma samo petek, sobota, se pravi, to pomeni max 8 koncertov na mesec, pa pol, tudi bendi ne rabijo toliko fotk, veš. In ni. Ni toliko veliko koncertov, si rekel. Koliko si pa naredil največ koncertov v letu, recimo? Mislim, da okrog 130. Tudi ni toliko malo, no?
No, malo več kot poroka, ne? Malo več kot moj porok, vsekakor. Jaz bi umrl, če bi to porok naredil. Jaz sem skoraj umrl, ko sem naredil to koncert. Verjamem, ja. Ja, to je se pravi, vsak tretji dan si fotko, če tako vzamem zdaj, pavšalno čez leto. Ja, Ste tu 2 na en dan, ne? so bili tudi po 3 na en večer. Mladi Marko. Sam fotke pa lahko daš, tako imaš kak mesec časa, da daš fotke, itak, ne. Načeloma moje pravilo je maks 3 dni, ampak v današnjem svetu, če vsaj prvih 5 fotk ni naslednji dan, si že mal pozen. Zdaj pa, so dnevi, ko je, ne vem, koncert četrtek, petek, sobota, pa si pol vzameš čas, pa rečeš, bojo galerije objavljene v ponedeljek, torek pa sredo, pa si daš čas, pa celo nedeljo preživiš za računalnikom, ampak načeloma skomuniciraš, kdaj boš lahko dal fotke, pa se potrudiš, da so čim prej, res pa nočeš, da se ti te stvari naberajo, ker ko se ti enkrat naberejo, je samo slaba volja in švicanje za računalnikom, ki nobenemu ne koristi. Ko smo za računalnikom, spet sem ti ukradel. Ne, ja, me zanima, če greš v isto smer. Ko smo za računalnikom, koliko veliko časa si pa moš vzeti za ta nek, mislim, izbor itak moš narediti, ampak pol za nek edit fotke. Mene to zanima, recimo to tudi lahko dodamo zraven. Koliko narediš fotk, cca na koncert, koliko jih je pol v izboru in koliko jih je pol naprej? To je eno izmed najbolj pogostih vprašanj v zadnje pol leta, tako da sem prišel pripravljen. Mislim, v teh letih sem že precej optimiziral svoj proces in programsko opremo, ki jo uporabljam, tako da načeloma za koncert, ki traja 2 uri, porabim cca 4 ure za selekcijo, obdelavo in pošiljanje fotk naročniku. Tako da to, zdaj pa koliko fotk pa naredim, je pa zelo odvisno od same lokacije, same benda, koliko članov je na odru, ali rabim še kaj za sponzorje zraven fotkati, koliko publike fotkam, je lokacija special, je dolgočasna lokacija. Nekje med 1200 do tudi 4000 fotk na koncert, zdaj na koncih pa pride ven od 40 do 200. Kakšen je to izbor? To je najtežji del, po moje. Meni bi bil to najtežji del. Brisati. Ne izbrati nekaj, kar ti je všeč, ker je verjetno več kot 40. Mislim, ne več. Kaj se zgodi pa s tem fotkam? Trenutno so vse na enem zelo ogromnem Dropboxu, ki mi teži, da moram začeti brisati. Bi rekel, ja. Tle pa niti nočem vedeti, koliko je tega. A šklocaš, imaš ta držim Rafal. Načeloma spet odvisno od živahnosti glasbenikov pred objektivom. Zdaj, ko prihaja do raznih skokov ali pa samo omejen z dostopom do odra ali pa so neke take vremenske razmere, ki si jih prej omenil, takrat si kar dam duška in je fotk preveč. Zdaj, ko gre pa za kakšne bolj mirne stvari oziroma sploh kakšne bolj kulturne jazz stvari, ko pa moraš biti že malo previden, koliko ropotaš, takrat pa bolj premišljeno in bolj počas, pa je to tudi izbor precej hitrejši. Ja, ok. Si tudi zoptimiziral si malo zdaj čez leta pa to, tudi kaj AI pa to ti kaj pomaga pri teh selekcijah pa tako? Testiram precej, kaj je trenutno na voljo, sem si dal nekaj časa pa nekaj denarja vložil v to, da vidim, pa mislim, za moj okus nismo še tam, ker imam težave, ker rad objavljam neostre fotke, ker rad objavljam kakšne zmazane fotke in je to avtomatsko ven meče, ker tudi če mu daš pravila, da bi to rad imel kdaj noter, ne bo tega razumel. Tako da zdaj dal sem mu tudi, ne vem, cel vzor svojih fotk, obdelave, a znaš ti to pol obdelati na tak način, kot jaz obdelam, pa nismo še tam. No. Oziroma je časovno vzame več časa, kot če si jaz usedem dol, pa vzamem dopoldne in naredim na roke. Kaj on je mojster neostrih fotk. Kar se mogoče sliši, to pa ni, ampak mojster na ta način, da so fotke res sik. Mislim, ko za nalaz grešiš. A za nalaz grešiš? Ja. Ker recimo nekaj let nazaj sem zbiral, najprej naredil ostro fotko, pa pol, če sem imel čas, priložnost sem naredil še neostro fotko in pol sem imel te neostre fotke zame.
zdaj smo pa že tam, da najprej ne ostro naredim, pa grem polo ostro dela. Hudo. Ja, ampak, lej, to je tvoj stil, ne? Pač, ali si to povredno po nesreč odkril, pa ti bilo kul, pa si rekel, ok, zdaj bom pa to delal. Mislim, ko dlje časa sodeluješ z določenimi glasbeniki, se ti stvari in scene, in lokacije, in ljudje pred objektivom začnejo ful ponavljati. Pa pol to rešuješ, pa si daš drug objektiv, pa si daš, ok, danes fotkam sam od spodje ali pa od zgorje, ali probam fotkati čez kozarc. Pa zdaj so te filtri popularni, včasih smo vodo nalili v steklen kozarc, pa držali steklen kozarc pred objektivom. Pač probavaš različne stvari in pol, ker ne veš več, kaj bi naredil, narediš neostro fotko, pa jih narediš 10, pa ti rata všeč, pa se pol tako razvije nek tudi following, ki obožuje take fotke in so pol, ko delaš kakšen resen event, recimo Siddharto v Stožicah, kjer nimaš časa delati neostrih fotk, oziroma si ga ne vzameš, ker si preveč živčen, so bolj tako, kje so pa neostre fotke? Ja, jaz bi tudi. To si ti pisal, ne? Nisem. Žal ne. Sem pa zelo z občevanjem gledal tvoj BTS 360 video. Pač res, tista video ti res da vedeti, koliko narediš in korakov in kje si posod, kje moraš vse biti, le pač, to je res hudo. Meno Stožice, tam nisi bil sama, ne, itak. Mislim, sam itak ne, ampak tudi ti, kot tvoja ekipa je bila pač več, kot samo ti, ne. Kolikrat so pač taki eventi, ko ne moreš sam pokriti? 2-krat, 3-krat na leto. Aha, ostalo lahko sfolgaš. Ostalo načeloma sfolgamo sam. Mislim, sfolgam sam, oziroma kolegi so vedno dobrodošli, ampak načeloma že jaz naredim preveč fotk. Če so pa 2, jih bo pa sploh preveč. Že 2-krat smo zdaj prišli, sicer ste že malo približno povedal, ampak ja, to je res vse skozi eno in isto, bi rekel tako zdaj, na palc, ne? Ja. In pol, kot si prej rekel, ok, narediš si malo zanimiv. In to verjetno tudi band verjetno malo pozdravi. Oziroma se itak narediš zihrce fotke, to imam, pa se pa igraš in narediš do vsega nek flow, ali kako se pol. Tako in tudi v katero smer si šel. Ne? Tudi bandu kdaj odgovarja, da kater drug fotograf pride pa naredi malo drugače. Tako da tudi iz tega vidika, če se mi kdaj kakšen datum pokriva, lej, pa nared. Bo malo drugače in za band in za tebe in super. Kaj pa, ko vas je več fotografov? Še bom tukaj malo ostal. Ker si je rekel, sam naredim od 1200 do 4000. Za vas je pa, ne vem, 6, pa naredite vsak po 2000 fotk. A ima vsak od njih nalogo, da naredi neki zbor, preden ti pošle fotke, ali ti sam se lotiš teh par 1000, 10 000 fotk? Recimo zdaj za Stožice je bila situacija taka, da pač vse fanti so bili nekaj mesecev naprej že izbrani in smo se zmenili, kdo bo kaj prevzel, kdo začne, kako se bomo premikali, da se bo pač pokril čim več stvari. Eden je bil zadolžen za tega sponzorja, en je bil zadolžen za drugega sponzorja. Jaz sem načeloma razdelil naloge tako, da je bilo vsem čim bolj zanimivo, da noben ni bil parkiran na istem mestu predolg časa, čeprav Jani vem, da je bil predolg parkiran na fohu, tako da sorry Jani. Ampak pač si porazdelimo tako, da ima vsak čim več, oziroma da vsak lahko sestavi celotno galerijo koncerta, pa da so vse stvari pokrite. Sam izbor pa ponovadi prepustim in fotografu in obdelavo. Zdaj pa, če na koncu treba kakšno stvar popraviti, pa to jaz popravim. Vale, lažje, to tudi meni, recimo, če montiram, ful je težko zdaj, ok, če sam posnameš oziroma pofotkaš, veš, kaj imaš, ne? Zdaj pa, če bi pa mogel jaz od nekoga še ti zgledati, mislim, to res traja, ne? Jaz preporoki, ko imam asistenta, recimo imam tako, da pač itak ve, kaj mora delati, ampak pa pred mi fotke da, oziroma fotke mora tist večer tako oddati, ker you never know, kaj bo naredil s kartico, to be safe, in pa mi mora narediti izbor in mi pošle pač nek osnovni izbor, pa ga mi si z tega, ne? Až ker tisti vse testi, pa tist, kar si ti razmišljal, kaj boš delal nočne z tega gledati, mislim, da mi treba, ne? Če rabaš vam praskat, pride prav, da imaš, ampak ne želiš tega vam praskat. Točno to, ja. Zato smisla. A si večinoma v muski ti? Probam biti večinoma v muski, čeprav me veselijo tudi ostale stvari, tako da z veseljem grem izven te cone, pa se probam kaj novega naučiti, kaj novega probati, tako da muzika je največji. Mislim, koncerti so comfort zone,
recimo. Kaj pa je bilo zdaj, ki je pred kratkim kaj novega? Tako. Z gospodom Napotnikom sva delala zajtrke, hotelske zajtrke po Ljubljani za en članek v reviji Ljubljana. Lačen sem, da se sliši kolenje. Okay. In tle imaš spet svojo ljubo hrano. Tako, in prvič sem delal za Boštjanom in je bilo ful fajn. In debate, in hrana, in ful fajn projekt. Kaj moš pa kaj paziti, ko hrano fotkaš? Has to be yummy. Da se jo noben prej ne dotakne. Ja? Ker to je prva težava, ker jaz vedno rad pofotkam hrano in s telefonom in s fotoaparatom, če je to opcija, že če ne drugega, da tebi delam lušte na Instagramu. Hvala, ja. Ampak ja, večinoma ljudje hočejo takoj, ne, smo prišli jesti, počaki, pač kuhar se je potrudil, naredil krožnika, prav obrnil, da je to, daj, fotko. Čeprav razlog zadnji je čist drug, ne zaradi fotke, ampak zato, ker sem se tokrat opekel, da sem sam sebe rabo prepričati, ok, hrana je prišla, grem si zdaj roke umiti, pa bom fotko naredil, pa lahko začnem jesti zato, da se ne opečam. In iz tega je nekje nastalo to, da ful fotkam hrano. Nisi sliko, nisi jedel. Tako, mora biti. Ok, dobro, hrana, še kaj? Zdaj si me pa dobo malo nepripravljenega. Mogo bi Dropbox odpreti, vse sem delal. Ne vem, če hočeš vse to zdaj gledati. Ne, sem ravno včeraj nekaj urejal. Pa si delal hrano tako, pač v ambientu z naravno lučjo ali si bil? Postavljal. Jaz se zelo izogibam postavljanju, čemerkoli, oziroma probam pač izkoristiti, ker imam tam na voljo. Zdaj pač vedno nek fleš, neka lučka je v torbi za vsak slučaj, ampak če se leda, tega ne uporabljam. Njega so lučkari razvadili, ne? Kaj pa na koncertu? Absolutno. Tu daš lučkarju flash na koncertu, da ga da zraven, ko ga ti rabiš. Imaš flash. Ja, imam lučkarja na Messengerju zraven. A lahko publiko pržgeš, ker sem zlezel tja gor nekam. Kako dober. Razvajena rit, ja. Ja, to čisto res, kar si zdaj rekel. Ja, mislim, sploh recimo pri Sidarti se vnaprej zmenam, jaz bom tako komad, bom zlezel tja gor pod streho in takrat načeloma bi rabo, da mi celo dvorano pržgeš. Lepo prosim, najdi moment, bom čakal. To je fajn, ja, če imaš tako zmenjeno. Ja, je luksus. Je, ker drugi nimajo, mislim tako. ja, to je prednost tega, da si pač band. Skozi tam, ja, Pač vse se... Ne, je pa zgodba recimo z Dundee. Dundee so imeli pred korono ful špilo v njihovem placu v Novem mestu. In tisti plac je bila živa tema. In tja sem pa nosil tudi studijske fleše, da sem pač lahko nekaj naredil. Tako da, tudi tok delec pošli. Pod strop obesiš pa je? V nek kot je šla, pa pol remote. No, pa zdaj, da imaš tudi kar zanimive fotke in tudi te promocijske in to igranje s steklom, tudi to sem slišal, da si imel kar, da je bila ideja na papirju the best, pa je tudi pa v praksi bilo treba malo improvizacije, oziroma si se malo... To je bil tudi eden izmed takih projektov, ki ga absolutno ne morem sam pod svoje dosežke podpisati, ker to je bil res group effort. Okay. Idejo smo skupaj z Nikolo dodelala. V originalu smo hoteli nek pleksi steklo v gmajno oziroma v gost vlačiti. Na koncu smo pa ugotovili, da rabimo res konkretno steklo, ki tehta ogromno preveč, da bi kdorkoli to nosil, tako da na koncu smo te fotke delali v steklarni z industrijskim dvigalom, na katerega je bilo obešeno to steklo, in še vedno smo delali cel dan material band, ampak fotke na koncu pa izpadle fenomenalno. No. Ja, ker vsakič je bilo treba malo pobrisati pol, vse se je poznali na tem steklu. Tlej Blaž bil zadolžen za brisanje odtisov in mislim, da še vedno sanja tisto šipo. Ampak nedolgo nazaj sem videl, zdaj pa ne vem, slovenski profil ali ni, to sem pa zdaj pozabil, ampak pse, oziroma živali tako slikajo. Kakor da bi dal zdaj to na mizo, pa je fotič spodaj, psi so pa gor, ne, in pol jim dajo kakšno kost, pa se zaženijo v steklo noter. Pač res brutalne fotke lahko izpadajo s tem, s to perspektivo, oziroma da imaš neko steklo. Bariero, ja. Kako pa to polučkaš ti, ko rad lučkaš stvari? Polarizator, tista skrivnost, da se pač ne vidi odseva v steklu ali Lightroom. Ne eno, ne drugo. Dva fleša sta bila od strani, pa če se leda temak.
posod okrog. Da pač smo direkt delali. Aha. Tako da je ratal. Mislim, da Pretty easy. s to fotko oziroma s tem fotoshootingom lahko odpremo še naslednjo temo, ki se mi zdi s tabo tudi zelo zanimiva. Je pa torej, zdaj ne bomo rekli temu kraja fotk, ali gremo bolj na nepodpisovanje, ne? Ker si imel pač nedavno, ravno s to fotko si imel situacijo celo na RTV Slovenija, ne? Ker pač, so objavili fotko, zdaj pa ne vemo, ali bi to PR ali kako, ali pač v članku z Dan-Dejem objavijo fotko, super, ampak nikjer pa, oziroma ne. Še bolj bilo, v redu bi bilo, če ne bi bilo podpisa, ajde, ne. Ampak so kar dali kaj sebe, ali kako je že bilo. Če ne bi bilo podpisa, se da zdaj ne bi o tem pogovarjali, ker noben ne bi tudi trzno. Tako. Pač fotka je last benda, ki jo lahko uporablja za svoje namene, kjerče, kadarče, ne rabi me podpisati, čeprav Dan-Day so res striktni in fotka je bila tudi na billboardih podpisana. Hudo, mislim, da spohuna prva edicija billboardov, ki je takrat prišla za njihove križanke, je na prevelik mislim, da si predskupina. Je pisal fotomarko Avner in sem bil tako lobby na manjš napisal, bil zelo zadovoljen. Ampak za situacijo, ki si jo pa omenil, se je pa zgodil, da je bil članek objavljen, fotka je bila moja in pač sem kliknil, prebral in videl, da je bil spodaj podpisan foto RTV Slovenija. In jaz ne znam biti tih in sem pač že v komentarju spodaj napisal, da bi bilo fajn, če bi saj ta pravega fotografa podpisali in namesto, da bi dobil nek popravek ali pa neko opravičilo ali pa karkoli, so samo dali dol fotko in dali eno drugo svojo gor, oziroma screenshot nečesa. To podpisovanje, jaz ne maram watermarkov dajati na fotke in sem pa vesel, če me tisti, ki fotko objavi, spodaj podpiše. In to zdaj govorimo kjerkoli, tudi Instagram, tam je tag, pač fotka je od nekoga, zato da... Tako, pa sploh, če je bila fotka, ne vem, v dobri veri zastonj podarjena, daj, si vzem 30 sekund pa podpiši, oziroma če me boš potegal, jo bom verjetno še pošeral. Najmanjši problem. Je pa to bolj izjema kot pravilo, žal. Taka je tvoja... praksa, tega si navajen, da večinoma ne tegajo, pa ne omenijo, kdo je fotograf. Se za večino verjetno sploh vemo, ne? To je še najbolj tako. Se zdaj obstajajo neki ko si že govoril, neki appi, ki ti lahko skozi spremlja, pa mislim, da pošilja invoice. Zdaj, mislim, jaz te svoje stalne naročnike, ali sem jih naučil, oziroma je oboje stranski respekt, tak, da so večinoma fotke so podpisane, sem naveden kot avtor, oziroma pri kakšnih bendih. Se pač itak ve, da je bilo narejen strani mene ali pa moje ekipe. Zdaj druge pa kdaj prijazno opozorim, pokličem, da prosim, bi bilo fino, če uporabite materijale, da se vsaj to navede. Od referenci težko živeti, ampak vse veš, v popolnem svetu bojo pač royalties za vsako objavo fotka, to. Mogoče pa kdaj enkrat. Ko jih upozoriš, kaj je pol večkrat? To, da dajo fotko dol, pa dajo kaj si rekel, print screen ali kaže, ali te lepo podpišejo, pa se pač upravičijo, da so pač bili površni. Ne, večina, 95% je bomo podpisali, je podpisano. Vsaj to je. So pa nekatere svetle izjeme, ki pobrišajo fotko ali nikoli ne podpišejo ali pa kaj nesramnega nazaj napišejo. Se sem jaz na fotki, se te ne rabim podpisati. Ja. Mislim, tako kot si tudi prej rekel, ena logika je tle zadaj, ti načeloma če so te najeli, bend te najame, ti narediš fotke, to so zdaj fotke od benda, načeloma. Ampak avtor si zavedno ti. Avtor si pa zavedno in tle sam pač, kot si rekel, sploh Dan-Day v primeru so zelo pošteni in tako naprej. Je pa tle čistko ni nič zavezujoče, je pa čist neka higiena oziroma neka osnovna kultura, da pa pač to vsem navedeš avtorja. Tako, mislim, jaz še vedno ful nekih festivalov sem delal v Dinu, Tolminu, v Velenju, tlej se res
ogromno nekih bendov in glasbenikov razvrstilo in jaz pofotkal sem, objavil sem, potegal sem jih. Če je kdo vzel fotko, ker je videl, da je tega in pa je uporabil za sebe, ker je bil on gor, ni problema. Nisem kompliciral. Če si podpisal, super, hvala. Če nisi, ne bom skakal v zrak. Če pa to začel nek brand uporabljati ali pa si nekdo začel karte prodajati z mojo fotko, tako brez da bi vprašal, brez da bi podpisal, takrat pa spol začnem pisati najprej prijazne maile, pa malo manj prijazne maile. Okay. Dajmo še ostati v tej naši novi rubriki Marko Renta. Ima ta toliko časa, ali kaj? Ja, lej, imamo skoraj da neomojeno, ker imamo celo 2 Canona, hvala Tom, ki si posodil danes fotiče, kar Aljaža ni. Tako da bomo videli, lahko si gremo Hunger Games s fotiči, kjer bo prvi crknil. Ok, zmenjeno. Si pozabil na moje otroke, ampak ok, hvala. Ti pa sem si malo umel. Hvala. Bo ta sama ostala, če bo ta fotiče testirala. Gremo do showdown. Ki smo bili? Eno bi sam še omenil in sicer je pa ta spet ena taka nenapisana pravila, ampak neka etika, neka kultura. Tudi to sem imel pred kratkim en blog post oziroma eno izkušnjo. Je to pa sploh za svet freelancerjev, se mi zdi, pač dajte se to navaditi. Če recimo Marko mene pokliče, jaz v petek ne morem na koncert Siddharte ali pa whatever, ali bi to šel ti pofotkat in grem jaz, super, the best. In se zdaj zgodi, da je bil pač ta naročnik, Siddharta, seveda, so bili ful zadovoljni z mojim delom in me pokličejo direkt, daj prič enkrat fotkaš, ok, the best. In zdaj Marko tle izvesel. Kljub temu, da pač je bila čist njegova dobra volja, da je on mene povabil in pač, da bi dal to priliko, kakorkoli, ne. Zdaj si ti malo izgubil iz tega vidika, ne. In zdaj pač hočemo uvesti to neko kulturo, neko maniro, ok, prej bom jaz rekel Siddharti, valjda, da best pridem, sekundo, sam da preverim. Kličem Markota, to se je zdaj zgodilo, kaj pa zdaj to pomeni. In zdaj tle, ok, to je pa itak stvar dogovora, ali bi rekel glede na določen primer, ampak to ne. Nisi ta model, ki pa sam reče, the best, Siddharta, cool, grem delam in pustiš Markota zdaj tam viseti. A sem prav povzel? Zelo lepo si povzel. No. Zdaj, če si kolega boš poklical, pa boš vprašal, pa ti bom jaz povedal, nimam časa, z veseljem podelati. Nobenega problema. Če pa ta druga situacija, da jaz pol brskam po Instagramu, pa vidim, da si šel ti to delati, brez da bi kdorkoli to z mano skomuniciral, pa bom mal kisel razpotegnil, pa mogoče ali poklical tebe, ali pa poklical band, kaj se dogaja. Ampak tako, kot si rekel, kar nekaj takih primerov se je zgodil v zadnjem času, pa odvisno od človeka, ker še te pokliče, pa vpraša, ti je cool, da grem jaz to delati, ker še direkt reče, dajte se z Markotom zmeniti, ker načeloma ste imeli vi v ta prvi del, oziroma je bilo to vaš dogovor, ali pa ne vem, v glavnem, ponovadi so saj znotraj našega kroga kolegi ponovadi hitro povejo, da dajte se zmeniti, jaz z veseljem pridem, ampak ne za voljo odnosov, ker pač na koncu še vedno mislim, da najbolj pomembna stvar v vsej tej ceni ni tistih 100 evrov, ampak odnos, ki ga imamo in z artisti in fotografi med sabo in da se pač ne gledamo grdo pa izpod čela. Tako, ker že tako je majhna ta naša Slovenija, in pač res nočeš imeti slabih odnosov. Pač komunikacija je full simple. Sam prav čas moš poklicati, pa pač povedati vse, kar moš narediti. Sploh ni tako težko to narediti, pa mislim, res ni big deal. Pa ponavadi odgovor v tem primeru, ko pokličeš pa rečeš, bo vsak rekel, mislim, če ni zdaj, ne vem kdo. Tako, in zdaj, ko si omenil to komunikacijo, še en primer, ki se je tudi dosti pogosto dogajal, fotograf se je bendu javil, jaz bi pa prišel to pa fotkat. Ok, bend navdušen, super, ti bomo zrihtali akreditacijo, lahko prideš noter, pofotkaš, ti damo dostop, lahko prideš backstage, kaj poješ, kaj popiješ, nas pofotkaš, super. Se je dogodek zgodil, koncert še omem, fotograf pošlje fotke, hvala lepa, pa pošlje še račun. Čakaj, imam ga. Fotograf pošlje še račun. Ja, prej se pa noben ni sploh nič pogovarjal o denarju. In to, zdaj, jaz kot fotograf
si tega ne bi drznil in se mi zdi zelo nefair do benda, da brez da bi ti to vnaprej skomuniciral, da boš zaračunal, pol zahtevaš neke finance in s tem ostalim fotografom narediš kar nekaj izzivov in težav, ker pol te bendi nočejo sodelovati s fotografijo oziroma vse so vsi isti. Tako da to je še ena taka situacija, ki, tako kot si rekel, komunikacija je zelo pomembna. Če ti misliš, da boš pol za te stvari izdal račun, to poveš pred koncertom. Mislim, to je dober biznis model, da greš v avto, hišo fotkaš, pošlješ na Mazda, pošlješ na Mercedesu, 15 jurjev, 20 jurjev, pa si probamo. Čeprav mislim, da sem lih zanj slišal, kaj je že na enem drugem podcastu, kje že je v glavnem. Ja, pač en model je Google pošiljal račune. Google je pošiljal račune. So mu plačevali, dokler ni prišlo to, ne vem, res hudega zneska. So pa začeli malo ugotavljati, ko pa je zdaj to. Ne? Ampak tako random. Plačevali so mu. Ja, ker pač to je tako huge, to se ne more vedeti za vsak račun, kvazi to. To so take, ne, in modeli. Vidiš, spomni to, bo slab biznis model. V bistvu mi narobe razmišljamo. Dokler ni. Ja. Zdaj je to slab biznis model, ali pa imamo samo neke moralne načela, pa so nas tako vzgojili, da vemo, da je to narobe in pač tega ne počnemo. Zdaj pa, če ti lahko zvečer normalno zaspiš, ko si nekoga drugega nategnil, pa je praktično nič naredil za to, no, ok, super zate, jaz vem, da ne bi mogel. Itak, ja, itak. Dobar, čak Goran, na pol ti hočeš reči, da tebi se mudi, ali kaj? Jaz imam še natančno minuto. Ne, 7 minut časa. Ok. To je kar nekaj. Kaj te še zanima? Kaj bi še vprašal? Ne mene na spotlight. Hitro vprašanje. Ne mene v spotlight postavlja zdaj. Ja, ne, Marko, tako mu rekel, ko pač s tabo itak lahko govorimo tle še ure in ure, ampak zagotovo boš prišel še, ko bo Aljaž tukaj. Ok. Ja, ker jaz imam feeling, da Aljaž bo tudi hotel. Čakaj, sam nekaj še nismo. Dej. Naredil si več milijonov fotk. Ja. Več 10 milijonov, kaj sem. Kira je tvoja fotka ti ostala v spominu kot number one. Ja. Pač najbolj, se ni treba, da je najboljša, ampak tista, ki je res ostala v spominu. Mislim, je ena fotka, ki sem jo v Tolminu na Metal Daysih zamudil. In sicer... Ne, to. Ja. To, evo ga, direkt. V glavnem, band je bil Tarja od Nightwishov. Na odru je bil pa dober kolega Blaž, ki je tudi tehnik mnogih mednarodno veljavnih bendov. In se je na koncu koncerta zgodil, da je kitarist vrgel kitaro čez cel oder, Blažu v roke in Blaž je to kitaro ujel. Flirt scena, ok. Pre-flirt verjetno scena, ampak zelo podobno in jaz tega nisem vedel, da se bo to zgodilo. Imel sem v rokah 70-200, se pravi čist napačen objektiv za to delati in to sem zamudil in mi ta fotka ni dala miru kar nekaj let, dokler ni Tarja prišla v Kino Šiška, kjer je spet delal Blaž in sem cel koncert samo to fotko imel v glavi in sem to fotko tudi pol naredil. Ok. Tako da to je ena izmed tistih fotk, ki je bila zelo dolgo na bucket listu, ki sem jo želel in hotel narediti in je pol tudi na koncu tudi ful dobro ratala. Mislim, da še gif neki, kako takrat je res bil. Kdo? Aha, je bil Rafale Štiman. In mislim, da je pol še gif te kitare, kako leti. In ker si omenil flirte, tudi v Križankah, mislim, da imam to fotko, ki kitara leti. Proti tehniku. Rok to flora dela, ja. Pa mislim, da je bil Blaž tudi na tistem odru, tisti moment, ker je bil v ekipi od flirtov. It's a thing. Ja. Objektive se sam še malo dotaknil bi. Kjere imaš še vedno proroki? Mislim, najbolj univerzalno 24-70 pa 70-200, takrat, ker pač ne vem, kaj me čaka, oziroma rabim biti zelo univerzalen, je to dvoje. Zdaj, če pa bi jaz šel nekaj za sebe delati, pa sem lahko zelo nefleksibilen, bi šel pa vse s 85, ko 1-4 delati. Gliho to reči, ne delaš s primi zaradi zaslonke? Ne. Ne moti, Gren te ne moti, smo že izvedeli na začetku. Gren me ne moti, imam 35, ko jo kdaj za travel ponudam, pa mi je full nice, ampak mi je malo prepočasna, medtem ko ta 24-70 pa 70-200 sta res hitra. Čeprav jih imam še vedno ta stare dva prve generacije. Pa na 2 bodi.
Na 2 bodih. Aha. To je bila pa res ena želja, ko sem kot mulc imel en body in sem par fotk zamudil, ravno med tem, ko sem menil objektive, sem rekel, da takrat, če bom kdaj se zares to šel, bom imel 2 bodyja. No. Pa imaš 2 trojkici. 2 trojkici. In pa si benda, namesto da si kar račun poslal, si jim poslal račun od fotoaparata. Ker en random band. Ne, žal Ne delaš tako. 2018 mislim, da je bilo ravno, ko smo se s Sidarto malo bolj resno začeli pogovarjati. Sem rekel, ok, zdaj pa dosti izposojanja fotoaparatov, pa sem takrat kredit vzel, pa ga kar nekaj časa odplačeval, ampak je bilo vredno. No. Aha, to je ravno teh 7 let fotoaparatov, ko si omenil in Siddharta, ja. Tako, ja. Skupaj je zrasli. Takrat dalje, ja. Ja, da se jaz tudi fulrat. Če dobim nek projekt, pa vem, zdaj pa bom, pa nabavaš opremo, tako pač moš. To so fajni izgovori, ja. Jaz sem videl dobro izgovor. Pa ženi delam uno foro, kao, lej, kvaj pa tam gor, pa na vles. To ga je zamotiš, da ne vidim. Ja, to mislim, kaj imaš z metlo, čevine. To, da jaz z Lego vrečam delam. Točno. Aha. Lego fan, ja. To je tudi za denarnico križ. Tako, denarnici prijazni hobiji. Fotografija, Lego kocke, viski. Hrana, da. Saj športaš tudi, evo. Ej, dej, hitro, še minuto ima. Jaz sem sprazno. Slov se. A to je to? A moram praviti, ja nič pa povedati. Ja, to je Ful malci efekta uporabljal. Ful mal, ni bilo nekih šal, imaš kaj še dead joke, ni bilo dosti teh žalostnih momentov, ta starjo in Blažo mi bi top. To smo rekli, da bomo bolj happy bips. Happy bips. Glavnem, naslednjič, ko bo Aljaž, bomo bolj downeri. Bom pripravil eno par močnih dead jokov. Zdaj boš, ko si lih urejal Dropbox, pa vse te stvari, boš še kakšne fotkice v teh, ko smo se danes pogovarjali, boš malo pošeral, da jih mi damo kot pokrivc. Bom podpisal. Obljubam. Ne bo težko, vse bo vse. A imaš kakšen nasvet za kakršen golf freelancer, zdaj ni nujen koncertni fotograf, nekoga, ki se s tem hoče zdaj ukvarjati? Kak tedna. Kak nasvet, mogoče nekaj, kar si sebe, kar bi zdaj, kar gležno nazaj, če bi jaz to takrat vedel. Začni s prime lensi. Okay. Zumiraj z nogami, ja ne? Zumiraj z nogami, ja. Pač tako, moj prvi lens je bil, mislim, da 1750 od Tamrona. Pa sem eno leto pol s tem, pa sem pa kupil 50 pa 35 in se s 50 in 35 ful več naučil in ful boljše fotke naredil. Okay. Pa še lepo začel malo bolj izkoriščati tisto 1750. Tako da pač, ko začneš, ne razmišljati o 24-70 pa 70-200, ki je jama brez dna, sploh finančna. Ampak tudi, če se hočeš naučiti, da investiri v 2 prima ali pa 3, pa se igraj s primi, pa osnove za osnovno opremo. Okay. Pa potem dalje. Nauči se pravila prednjih kršiš, ne? Tako. Aj kar. Pa tako, kot si rekel, komunikacija je ključ. Sprašuj, več kot ne ti ne morajo reči. Ali pa pač, ok, nisem dobil pesa, daj, kar tako po. Pa investiraj v svoj know-how. Pol jim pokaž fotke in pol, ko bi rekel, full hour fotke in pošle račun. Evo efekta. Sam si ga zrihtel. Ja, mogoče sem razmišljal, neki mor. Cool, ok, the best. Ej, hvala Marko, ker si vzel čas. Hvala vama. Sorry, ko sem jaz skrajšal podcast danes, ampak... Ja. Si tudi maček se zadej že počas buja, tako da čas za to, da gremo. Dost nas ima. Ja. Zdaj je na kosilo. To je to. Aha, še jingle spustimo in pol se delamo, kot da se še pogovarjamo par sekund. Okay. Ja. Dobro, da poveš to vse. Evo, uživajte. Need gigs? Oh yeah! Pay your dues? Freelancer. Freelancer G. Welcome to Freelancer G, your lens into the creative world.